Lep dober dan vsem. Namen današnje tiskovne konference je predstaviti osnovna izhodišča Nove Slovenije in pa tudi mene kot županskega kandidata, kaj, na katerih področjih mislimo delovati, kje so stvari, v katerih vidimo, da je potrebno narediti korak naprej v konjiški občini in pa v bistvu s tem tudi pripomoči k razvoju in boljšemu počutju, ter seveda k ponovni oživitvi Konjic, kar se tiče, predvsem iz tega tudi sam izhajam ves čas, kar se tiče gospodarstva. Sem Stane Podplatan, domaj Slovenskih Konjic, delam v Domu svetega Jožefa kot vodja recepcije. Za kandidaturo sem se pa odločil zato, ker se ravno ne strinjam z vsemi stvarmi, ki so se dogajale v prejšnjem mandatu, pa tudi zato, ker gledam na demokracijo širše, ker se mi zdi skoraj nesmiselno, da bi imeli volitve, pa bi na volitvah bil en kandidat, tako se je kar dosti časa po Konjicah govorilo. In sedaj smo trije, jaz verjamem, da bo to tudi pripomoglo k resanju idej, da bomo videli, kje smo in da bomo iz te volilne kampanje tudi vsi skupaj znali najti najboljša izhodišča za občino, za občanke in občane. V tem mandatu moram reči, da se je postorilo kar dosti stvari, ampak večina jih je bilo iz prejšnjega mandata. Zaključevali smo stvari iz prejšnjega mandata, nekaj stvari smo zamujali. Največja stvar, ki me pa bode, je pa to, da smo nekako zaspali pri oživitvi gospodarstva, dokler brez gospodarstva v Konjicah ne bo tudi ne razvoja občine. Vemo, da smo že pred 5-6 leti podpisali pogodbo kot občina z gospodarstveniki, ki so kupili prostore na travniku Konusa, ampak ta mandat se v bistvu, ne vem, če se je kaj dogajalo, oziroma se je dogajalo, vendar se je dogajalo premalo. Namreč, poglejte, nujno je bilo potrebno pristopiti kot občina tudi k temu, da bi pomagali to industrijsko cono komunalno urediti. Tako bi potem tudi lahko širili tam proizvodne obrate. Glejte, sedaj se je zgodilo nekaj, da je ena izmed največjih konjiških firm želela odpreti proizvodno za 300 delovnih mest, graditi ravno v Konjicah, na Konoškem placu, zemljo ima zakupljeno. Pa nikakor nismo ali pa niso prišli skupaj, kaj bi mogla investirati občina oziroma na kak način bi naj investirala občina, in sedaj teh 300 delovnih mest seli ta firma v Srbijo. Po moje je to ena izmed največjih napak tega mandata in če se bodo dogajale take stvari, da gospodarstveniki želijo vlagati v Konjicah, širiti proizvodnjo v Konjicah, pa mi tega ne bomo kot občina pripravljeni tudi pomagati, servisirati, potem jaz ne vem, na kak način bomo odpirali nova delovna mesta. Bivši oziroma sedanji župan je preden še ni bil župan, govoril, da se srečuje takrat kot kandidat z istimi problemi, da je takrat tudi podjetje, v katerem je bil direktor, eden izmed njegovih stricev, je rekel, nujno rabimo zdaj 2 hektara zemlje, da to podjetje zgradi delavnico, fabriko za 120 delovnih mest. Zdaj pretekla so 4 leta, jaz še nikjer tega ne vidim, oziroma imeli smo pa zdaj priložnost za 300, pa nismo naredili nič. Glede industrijske cone Tepanje je bilo veliko govora, moram reči, da tudi absolutno premalo postorjenega. In Konjice si ne morejo in ne smejo privoščiti, da ne bi dale možnost tistim, ki želijo v Konjicah nekaj zgraditi, sploh pa odpirati nova delovna mesta, zato ker vemo, da proračun ni samo glavarina, ampak tudi dohodnina. In če bomo čakali samo na glavarino, potem bomo urejali tiste nujne stvari, ki jih občina ureja, dohodnina pa je dodana vrednost, nova delovna mesta so dodana vrednost in pa tudi garancija mladim in pa tudi vsem ostalim, da bojo ostajali v Konjicah in ohranjali Konjice pri življenju. Ne rečem, da nismo živi. Ne smemo samo čakati na državo, to se pravi, kot občina se moramo odzvati na situacijo, v kateri smo in odreagirati. Tukaj in zdaj. Druga stvar, katero bi izpostavil, je v bistvu javno komunalno podjetje oziroma vse stvari, ki se vežejo na komunalo.
V tem mandatu smo reorganizirali stanovanjski sklad komunalnega podjetja, ki pa se tiče dobesedno vsakega občana, pa se žal nismo dotaknili. Nujno potrebno je dokapitalizirati javno komunalno podjetje in ga reorganizirati. Poglejte, javno komunalno podjetje sedaj funkcionira na 3 področjih, na 3 lokacijah. Mislim, da je potrebno vse to umestiti na eno, ostale 2 odprodati in investirati nabavo novih strojev, naprav, zato da bo komunalno podjetje konkurenčno tudi na odprtem trgu, da ne bo čakalo samo na tisto delo, ki ga ureja kot komunalno podjetje, ampak da bo lahko upravljalo tudi druge storitve. Na konec koncev, tu imamo zaposlenih 52 ljudi in je prav, da tudi na tak način plemenitimo proračun. Nujno, seveda do leta 2012, moramo poskrbeti, da bomo speljali vse projekte in se pripravili na izgradnjo centralne čistilne naprave Slovenske Konjice, to tudi konkretno izvedli, in pa tudi Loče, ker vemo, da evropski skladi so v ta namen odprti, kohezijski skladi odprti do 2012, zakonodaja nas veže do 2015, jaz srčno upam, da bomo temu pristopili sedaj bolj smelo in da bomo te stvari postavili in umestili v prostor, ker jih pač moramo. Seveda tu je potem še smetišče, ki ga letos konec leta zapiramo, vemo pa še danes ne, kam bomo odlagali in kako bomo odlagali smeti. Lastnici zemljišča solastnici so tudi občina Vitanje, občina Zreče in jaz verjamem in upam, da se tudi oni zavedajo, da bo to zaprto smetišče treba vzdrževati. Ravno pred 10 dnevi smo bila z direktorico javnega komunalnega podjetja v državnem zboru na seji odbora za finance, kjer je bilo tudi računsko sodišče, zato ker smo morali iti poročati pač o določenih nepravilnostih pri zbiranju odpadkov v Konjicah in tam smo potem tudi imeli možnost pregovoriti o teh odlagališčih. Namreč bil sem kar vesel odziva potem poslancev, ko smo malce debatirali, tudi kakor opozicije kot opozicije. Namreč vsi smo se strinjali potem v eni točki, da bi bilo smiselno, in to bom tudi vaš čas zagovarjal, te regijske centre postaviti na tak način, da bo lastnik država, ne pa lokalne skupnosti. Namreč pogledajte, kaj se zdaj dogaja. Mi imamo možnost iti v Celje, ampak tam nam računajo osnovno ceno plus 10%, plus seveda prevoz, ki ga moramo pač plačati uporabniki v Slovenskih Konjicah. In zato mislim, da je prav, da gremo v smeri, da vse regionalne centre, kar se tiče odpadkov, prevzame država in tako tudi potem zagotavljamo enotno ceno za vse državljanke in državljane. To se pravi za vse enako. Da nimamo potem tu razhajanj, da bomo v Celju plačevali toliko, na Pragerskem toliko, ampak da imamo tu enotne cene za vse državljanke in državljane. Čista pitna voda je seveda potrebna vsak dan, tu se je že nekaj dogajalo in verjamem, da se še bo. Moramo skrbeti za obnovo našega vodovoda, vsekakor pa moramo dati prioritete tistim delom vodovoda, kjer so še azbestne cevi in tu mislim, da, kolikor sem sam preverjal, je tudi možno dobiti subvencioniranje z evropskih sredstev in tudi zaradi tega moramo biti pazljivi in na tej stvari tudi delati. Seveda, če gledate, oziroma če se ozremo malce nazaj, smo na seji, oziroma ne vsi svetniki, večina svetnikov je sprejela podražitev vode, sklep za 94%. Zakaj? Zato, ker pač, če ne bomo komunalo preoblikovali, bomo jo mogli pa preživljati tako, da bomo dvigovali samo cene. Sedaj cene pol leta ne bojo šle navzgor, zato ker je vlada sprejela uredbo, da se pol leta ne sme nobena cena, kar se tiče komunale, spreminjati. Seveda, to je zdaj malce udarec za komunalno podjetje, ker je komunalno podjetje iz te podražitve tudi planiralo pozitiven rezultat na koncu leta. Kakšen bo rezultat, jaz se bojim, da ne bomo dosegli pozitivnega, vendar, kot pravim, z dokapitalizacijo, reorganizacijo je to mogoče in to bomo morali postoriti čim prej, zato da bo res komunala v službi vseh občanov in da ne bomo rabili
prek cen plačevati komunale. Da se na drug način in ta drugi način, se pravi, je dokapitalizacija in reorganizacija. Kar se tiče krajevnih skupnosti, v tem mandatu smo slišali marsikdaj jamranje predsednikov, da ima občinska uprava mogoče premalo posluha. Jaz mislim, da je včasih težko delati, ampak moramo vedno iskati in najti možnosti. Seveda, najprej bi bilo potrebno izdelati prioritetni plan po vseh krajevnih skupnosti, plan naložb ter pa tistih investicij, ki jih je potrebno narediti v krajevnih skupnosti. Le tako bomo skrbeli za enakomeren razvoj občine, zato ker krajevne skupnosti so podaljšek občine in tako kot se bo razvijala ta zadnja, tista najbolj razvita krajevna skupnost, tako se bo razvijala tudi naša občina. Če bi bil izvoljen za župana, potem bi tudi sam šel na teren in bi bil verjetno, oziroma obljubim, da bi bil vsaj enkrat na mesec prisoten v krajevnih skupnostih na samem terenu, tako da bi lahko tudi občanke in občani prišli, povedali, kje jih čevelj žuli, kje so problemi, tako da bi tudi na samem terenu lahko si ogledali stvari in jih tudi potem skupaj z občinsko upravo poskušali reševati. Kar se tiče občine Slovenske Konjice, mislim, da bi tudi mogli reorganizirati občinsko upravo v smislu projektne organizacije in bi se bolj usmerjevali v izvršitev prioritetnih ciljev. To se pravi, določiti prioritete, potem pa delati na tem. Zato, ker če pogledamo samo zadnje obdobje, iz prejšnjega proračunskega obdobja oziroma mandatnega obdobja, to se pravi v teh 4 letih, so občinske plače iz 330 tisoč narasle na 500 tisoč evrov. Jaz ne vem, kje je tu razlog, ampak to je požrešnost oziroma zažiramo kar dobršen del občinskega proračuna, ki bi lahko namenjali za druge stvari. Tu je tudi v bistvu postavka za delovanje župana in podžupana, ki znaša trenutno 100 tisoč evrov. Zdaj se dogovarjajo seveda v ozadju določene stranke, da bi še Konjice dobile še enega podžupana, to se pravi, da bi na letni nivo povečali ta sredstva še za 30, to se pravi v mandatu spet za 100 tisoč evrov. To se pravi, to so taka sredstva, zakaj pa Konjice rabijo še enega podžupana. Jaz bom rekel, če ga rabimo, potem ga rabimo zato, ker sedanji podžupan oziroma podžupan in župan kot ekipa nista dovolj sposobna delati, ne vem. Jaz mislim, da Konjice je taka mala občina, da si takega stroška preprosto ni treba privoščiti, ga ne rabimo in tudi boljše, da ta denar uporabimo za stvari, ki so veliko bolj pomembne, kot so na primer sanacije vrtcev. Poglejte, vrtci v Konjicah so v težki situaciji, kar se tiče objektov. 5. evropski razpis, ki je bil sedaj razpisan oziroma lansko leto, katerega mi tudi črpamo in obnavljamo trg, bi se lahko bil uporabil tudi za obnovo vrtcev, za obnovo infrastrukture, občinske infrastrukture. Mi smo se žal odločili in smo šli obnavljati trg, po mojem mnenju in po mnenju Nove Slovenije še ta trg ni bil v tako slabem stanju, da bi terjal obnovo. Zato pravim, da bi bilo veliko bolj smiselno, da bi bili s tem denarjem popravljali vrtce, zato ker vrtci so nujno potrebni, če recimo gledamo, da nas je inšpektorat opozoril, da niti v vseh oddelkih nismo imeli pred dobrega pol leta recimo tople vode. Tako da je to tudi eden izmed problemov občine, na katerega se bomo osredotočili in ga tudi rešili. Vedno me sprašujejo tudi glede občine Loče, kaj in kako, kakšen je naš pogled, kako gledam tudi sam na vse skupaj v občini Loče. Poglejte, se strinjam, da je Loče občina, vendar samo pod enim pogojem, da se na referendumu, kar me sicer malce čudi, da ga ne razpišemo, vsaj posvetovalnega, jaz če bi bil župan, bi to naredil čim prej, zato da bi videli odziv in voljo ljudi. In na podlagi tega potem gradili. To se pravi, moramo vprašati vse v drugi volilni enoti, ali so tisti, ne samo iniciativni odbor, tisti, ki želijo občino, ampak če želi večina prebivalcev v drugi volilni enoti svojo občino, potem naj to izrazijo na referendumu, potem pa se bomo vsi skupaj trudili, da bomo to občino tudi zagotovili, zato ker, ne vem, nesmiselno je jemati pravico nekomu, če si nekaj želi in povezovanje na lokalnem nivoju je seveda ustavna pravica in zato kot občina tudi moramo take želje tudi omogočati.